Na letošnjem razpisu je sodelovalo 40 inovatorjev iz 18 podjetij in en samostojen inovator. Podelili smo 4 zlata priznanja, 6 srebrnih, 5 bronastih in pa 4 diplome. Komisija je letošnje leto ocenjevala inovacije po načinu, da jih lahko strnem v nekako 3 skupine. In sicer velika širina, čista kemija, kemijska tehnologija, ogromno fizike, strojniška problematika in pa dotik na družbeno okolje in na storitvene inovacije. Potem drugi sklop bi nekako ocenila, da smo ocenjevali prebojne inovacije, tako bi rekli, včasih rečemo velike inovacije, pa tudi male koristne predloge, pobude, ki pa se tičejo nekako tudi družbeno koristnih pobud. To pomeni, da je naše družbeno okolje tudi zelo pomembno in da ga znamo umestiti tudi v področje inovativnosti. In pa tretji sklop, to je pa ta sklop, ko rečemo, kam inovacija sodi, kje bo pristala in kje je njen zaključek. Nekatere globalno, cel svet je njihova meja, druge pa bodo ostale za mejami podjetij in bodo interno služile boljšemu gospodarjenju, manjšim stroškom, morda boljšim delovnim pogojem. Občutki so dobri, seveda. Smo veseli za priznanje, zlato. Ključen je trg. Iz trga smo dobili informacije, kakšen cepilnik potrebujejo, česa še ni, s čem imajo težave in vse te dejavnike smo s tem cepilnikom poskušali rešiti in trgu ponuditi bolj primeren, po njihovih željah narejen cepilnik. Imamo 3 patente na cepilniku, veljavne v Sloveniji trenutno in so dosti pripomogli k našemu razvoju oziroma zavarovanju našega razvoja za naprej. Pri vsem razvoju inovacij vedno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki na različnih področjih, odvisno za kaj točno jih potrebujemo. Dejansko se zelo dobro počutim. Zelo prijetni, v bistvu je s tem delno poplačan naš trud, da smo v bistvu naredili top izdelek na trgu. Naš izdelek je edinstven trenutno na svetu. To so brusne plošče do 63 metrov. Ko mi ne razmišljamo o nekih inovacijah, mi dejansko probamo narediti izdelek, ki bo ustrezal kupcu. Ključno je v bistvu, da nas kupci prevedejo do tega, da ustvarimo eno novo, oziroma nekaj novega, da naredimo nekaj inovativnega. Tudi na okolje smo gledali, tako da smo dejansko zmanjšali emisije s tem, ker smo prihranili energijo skozi proces. Tudi materiali so zbrani, da so manj ekološko sporni. Seveda je to pač ena taka potrditev, da delaš v redu, da smo v bistvu sprejeti kot inovativno podjetje v Sloveniji in so občutki v redu, fantastični. Moja inovacija je v bistvu razvoj teh nanodelcev titanovega dioksida, ki jih v bistvu proizvajamo v našem podjetju, v tem smislu, da so tako obdelani, da v bistvu delujejo kot UV zaščitno sredstvo v določenih aplikacijah. Inovacija še ni patentirana, se pa v bistvu dogovarjamo, da bi jo patentirali. Ja, sodelovanje z drugimi inštitucijami, temi pač razvojnimi centri, kot je Kemijski inštitut ali pa Inštitut Jožef Štefan in podobni, so v bistvu je zelo koristno sodelovanje, ker v bistvu tam so ljudje, ki ogromno vejo, imajo ogromno znanja iz vseh področji, tudi veliko opreme je tam, s katero si lahko pomagamo pri karakterizaciji samega materijala in je v bistvu tako sodelovanje zelo plodno. Zlato priznanje nam pomeni, da smo do sedaj na pravi poti, da so vsi vložki v razvoj, ki jih namenjamo, pravi in da je tudi pot za prihodnost prava, hkrati pa to tudi potrditev, da smo delali dobro, da delamo dobro in da upamo, da bomo tudi prihodnje delali dobro. Ključnost te inovacije je univerzalnost. Mi smo sposobni na enem mestu narediti zaključeno noto in jo potem z nizkimi transportnimi stroški transportirati kamorkoli v svetu. Ideja je začela nastajati že pred leti, počasi zorela,
potem pa z vzpostavitvijo z končnim kupcem tudi dokončno dozorela in nam dala zagon, da smo vse naše aktivnosti in znanje, ki smo jih v preteklosti dobili, združili z zahtevami našega kupca in tako je nastala pač ta nadzorno-krmilna enota. Konkretno na projektu smo sodelovali s tujimi podjetji. Izkušnja je vsekakor nekaj novega, zelo pozitivna. Kar nam je najbolj všeč je, da smo tukaj sami na področju razvoja pridobili ogromno znanja, ki je velika redkost v svetu, posebej na tem področju. Hkrati pa smo tudi dobili veliko strokovnjakov na področju same izdelave in pa montaže izdelka, kar je tudi velika prednost tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Celotno investicijo ocenjujemo, oziroma investicijo v razvoj ocenjujemo nekje na 100 000 evrov, ki se nam je delno že povrnila z letošnjim izplenom iz tega projekta, tu govorimo okoli $500 000 evrov. So pa prvi znaki končnega kupca in pa poslovnih partnerjev zelo pozitivni. Vse aplikacije oziroma znanja, ki smo vložili v to enoto, so bili pozitivno sprejeti in posledica tega so tudi nova povpraševanja za podobne enote. V našem podjetju inovacijam namenjamo ogromno časa. Imamo vzpostavljen poseben sistem inovacij, kjer vse zaposlene na vseh področjih motiviramo k podajanju tako tehnoloških kot tudi razvojnih inovacij. Mislim, da smo pri nas zelo inovativni. Koliko sem seznanjena, prihaja veliko idej v CCUM prijave in ogromno se jih tudi realizira. Same delavce v proizvodnji oziroma vsakega človeka, ki je zaposlen v podjetju, se ga spodbudi v tej smeri, da naj preda svoje znanje naprej oziroma če ima kakšne ideje, naj jih tudi predstavi. Imamo management idej, torej vse inovacije se prijavijo tudi bom rekel, v sami proizvodnji. V mojem okolju oziroma okolju našega podjetja se spodbujajo inovacije in smo naravnani k temu, da čim več inovativno razmišljamo in mi je to všeč oziroma je v redu. Inovacije so dobrodošle v slovenskem prostoru, da s tem razvijamo cel trg in dobimo čedalje boljše stroje. To je v bistvu problem, da je veliko ljudi inovativnih, tudi v Sloveniji, ampak dejansko so za vsako inovacijo vložki, finančni in pa potem je pomembna tudi na koncu sama realizacija. Smo inovativno nastrojeni. Edina pomanjkljivost, ki jo sam vidim, je, da razmišljamo na premalo. Ustrašimo se res velikih idej in pač je tu posledica, da rastemo, lahko bi pa z mogoče malce širšim pogledom in malce več poguma nastalo tudi kakšno svetovno konkurenčno podjetje na podlagi inovacije, ki bi samo podalo. Moje mnenje je tako, ker se pač gibljem v takem okolju, da je inovacijska klima na visoki ravni. Tudi danes je bilo razvidno, da so ti inovatorji polni nekega zanosa, dobrega naboja, pozitivnega naboja. In zato si želim prihodnjih let, ko bomo tik na meji, da bodo rekli, slovenski inovatorji pa niso, Slovenija pa po inovatorski plati ni več sledilec, ampak je že prestopila mejo, da smo že lideri. Marsikatera podjetja to dobro, odlično dokazujejo in mislim, da bomo znova imeli priložnost septembra, da vidimo, kdo so tisti, ki nosijo dobro ime, dobre rezultate in dobre izdelke v svet. Danes torej smo tukaj zaradi vas, spoštovane inovatorke in inovatorji, in veseli me in ponosen sem na vas, ker vas je toliko in ker vidim v vaših očeh neko zagnanost, neko voljo, neko strast in energijo, zaradi katere, kot rečeno, mene ni strah prihodnosti za Slovenijo.